Danes je moja tema blagoslovi. Če slišite besedo blagoslov, sigurno vam je topleje pri srcu. Lahko sprejemamo blagoslove, lahko pa jih darujemo. Največji blagoslov je za vse nas, ko darujemo blagoslove. Zakaj? Zato, ker gre takrat iz našega srca lepa misel, lepe želje. Takrat mi nekomu želimo res srečo, zdravje, mir, blagostanje. Zato je tako pomembno, da ne pričakujemo blagoslove, ampak jih darujemo. Lepo je pričakovati blagoslove, tako kot smo slišali v pesmi. Vendar, če imamo vrata zaprta za darovanje blagoslovov, jih tudi sprejeti ne moremo. Ker darujemo, to tudi lahko sprejemamo. Ne moremo pa nekaj darovati, česar nimamo. Zato, ko blagoslavljamo, imamo že v sebi blagoslov. In to je ta skrivnost. Dajmo blagoslov in bomo blagoslovljeni. Pa ne samo enkrat na leto ob rojstnem dnevu, ali ko je nova hiša, ali ko je kakšen praznik. Ne. Darujemo blagoslove. Non-stop. Zakaj pa ne? Brezplačno jih sprejemamo in brezplačno jih lahko darujemo naprej. In blagoslovi spreminjajo ne samo nas, ampak vse okoli nas. Beseda, blagoslavljam te, je čudežna beseda. Z besedo je tudi Jezus Kristus veliko čudežev naredil. Obujal je mrtve, ozdravljal je bolnike z besedo. On je vsem ljudem želel le dobro. Želel jim je življenje. Samo daroval je ljubezen. Nič ni zahteval za sebe. Ker je vse, kar je rabil, dobival direktno od svojega očeta. In tako tudi mi. Če želimo biti bogati, moramo darovati blagoslove. Darovati prijaznost, darovati lepe želje, darovati vse tisto, kar tudi mi za sebe želimo. To je skrivnost. To je sejanje, da bomo tudi skupaj želi. Jezus Kristus je bil tako kot vi in jaz, rojen na zemlji. To je v bistvu naš brat. Ker je bil rojen na zemlji. Imel je zemeljsko telo. In vendar se ni pritoževal. On je daroval blagoslove od jutra do jutra. In bil je zato blagoslovljen. Čeprav je vedel, da je prebujal ljubosumnost v farizejih in v ljudeh, ki ga niso razumeli, je kljub temu daroval ljubezen, blagoslove. Celo vedel je, da ga bodo umorili, mučili, izigrali, izdali. In vendar je še na križu blagoslavljal. Tik preden je izgubil zemeljsko življenje,
je izrekel: Moj Bog odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Kar pomeni, da je vse nas blagoslovil, tudi v najtežjih zemeljskih trenutkih. Tudi mi lahko blagoslavljamo od jutra do jutra. Blagoslavljamo ne samo tiste dobre ljudi, ki so prijazni do nas. Ne, vse. Tudi tiste, ki delajo neumnosti, ki nas žalijo, ki kradejo, ki se skrivajo, ki sodijo. Vse. In dobre in slabe. Zakaj? Ja, da jih ne sodimo. Ker ko sodimo, smo tudi obsojeni. Ker sodba ni ljubezen. Sodba je sodba. In sodba ne dela spremembe. Spremembe dela samo blagoslavljanje. Vendar ne čakanje blagoslovov. Če bi jaz čakala, da bi me ljudje v Sloveniji blagoslovili, bi bila že davnaj ne vem kje. In vendar sem jaz tista, ki vedno znova in znova blagoslavljam. Ker vem, da me to osrečuje. Ker vem, da je to tudi zdravljenje mojih bližnjih in zdravljenje Slovenije. Ker blagoslov je zdravilo. Blagoslov je darilo. Blagoslov je milost. In če bomo vsi blagoslavljali, Slovenija bo resnično sveta dežela svetih, srečnih ljudi. Zato spodbujam vse nas, blagoslavljajmo. Blagoslavljajmo, blagoslavljajmo in čudeži se bodo dogajali. Čudeži življenja, čudeži zdravja, čudeži sreče in čudeži blagostanja. Hvala lepa za vašo pozornost.